plezalnem centru Slovenska Bistrica so pretekli četrtek gostili predavanje svetovno znanega alpinista Silva Kara, ki je lani kot drugi slovenski alpinist prejel nagrado Zlati cepin za življenjsko delo. Silvo Karo je obiskovalcem predstavil svojo izjemno zgodbo. Uvodoma je povedal tudi nekaj več o svojih plezalnih začetkih. Odraščal sem na kmetih. Seveda tole ni naša cela družina, je še sorodstvo zraven. To za mene je bilo v moji alpinistični karieri pomembno. Zakaj? Res, da se takrat v mladosti nisem imel časa ukvarjati športom, kajti na kmetiji, kot vsi dobro veste, je veliko dela in ni časa za šport. Ampak mi je pa dalo zelo dobro podlago delo. Delo je pomembno in potrebno, da imaš delovne navade. To ti prav pride pri vseh stvareh. Meni konkretno je zelo prav prišlo v alpinizmu. Kajti alpinizem, zahteven alpinizem je ogromno dela. Ni samo plezanje, sploh odprave in veliki zahtevni vzponi, ker je potrebna celotna logistika, transport, opreme in vsega ostalega, da je mogoče na koncu 50% plezanja. Rekel sem, da v mojem okolju se nobena ni ukvarjal z gorami. Potem pa je prišel leta 1976 v Ihronsku na Čutnik Jože Hauptmann in je nas mlade prvič peljal v gore, naslednjič pa smo že šli po noči na Triglav. Večer po večerni maši smo se zbrali v precerkvijo in ljudje so nas malo čudno gledali, kako zvečer na Triglav, ali še po dnevni smo šli v gore, da bomo kar po noči na Triglav. In res sam je bil to lep uvod v svet gora. Ko smo prišli na Mali Triglav, smo zagledali sončni vzhod in to je bilo več kot čudovito za fanta pri 16-17 letih. Tako doživetje je seveda veliko kasneje pri odpravah sem se spomnil tega morda prvega vzhoda na Triglav. Potem pa je moja radovednost šla globlje. Gore so mi bile pokazane in seveda smo že sami začeli hoditi v gore, ampak vedno so izkušnje zaostajale za našimi željami. Zato sem prišel leta 1977 v Domžale, v alpinistko društvo, kjer je bil alpinistični odsek in je bil razpis za alpinistično šolo. Takole sem začel tudi z alpinistično šolo zelo skromno. Takrat smo prišli skupaj v alpinistično šolo, skupaj še enim zelo poznanim igralcem, Borutom Veselkotom, ki ga vidite tukaj gor, šla skozi alpinistično šolo, bila pod pripravnika, veliko plezala skupaj in potem bila tudi leta 1979 skupaj sprejela med alpiniste.